nekaj o tem, da če greš pač eno leto, če več hodiš, se mi zdi, da imaš več praktičnega pouka. Tukaj bomo si pol pogledali, pač kako dejansko več prakse, tisti, ko se hodijo v 4-letno šolo, imajo zelo malo prakse. In da dejansko meni se vidi tukaj razlika v tem, da je veliko več praktičnega dela. Zdaj, tukaj še tudi povedati, da zdaj v bistvu postalo meni učilnico čisto na novo. Srečanje šol mehatronike, lani smo ga mi gostili, letos je v Novem mestu. Program delil v tehnika pa v poklicno. Pač zdaj ste vi prišli začetnik za poklicno, se to deli in v bistvu se zberejo iz te smeri najboljši dijaki in grejo na to srečanje in tam se predstavijo z neko idejo, karkoli so naredili, pač kar so razvili. Zdaj boste videli, ko bomo šli pol dol, lani so dijaki razvili tako roko, v bistvu razvili, pač projekt je bil, na tem naredili. Tak projekt je, da si daš rokavico dol, na rokavici imaš take flex pare, pač ki to pozna, in pa ti prste premikaš na teh mislim, na linzi, ki bo plastična roka sprintana s printerjem in ko se ti prst premika v istem času, tista plastična roka se premika. To boste videli ta demonstracija, to so lani naredili za ta forum mehatronike. Potem to se vam še tukaj sta dva dijaka tretjih letnikov, tukaj je v bistvu na desni strani je močnostna energetika, je vezava asinhronega motorja, pa tu je še neki pneumatike, tako da mogoče kar vidva pove. Na zvezdo, vrti se v eno smer, bo lahko tudi drugo. Poj pa še zvezdo, ko se vrti še gor spusti kablo, se sklopi. Zato pa še bolj tle varoval, če se kaj narobe zvezde, da ne gre celo v meži, da se bolj dol zareže. Tukaj imamo elektropneumatiko, se pravi, dali smo 3 cilindre, ki je eden vklapla drugega v bistvu. Pa tukaj imamo senzor za gibanje, se pravi, če iz roke dam lahko ga vklopimo tudi iz tipko. Tako da v bistvu to je prikaz pneumatike, kako pneumatika deluje, to je povezava z MFS, s teorijo, tukaj sem vam rekel. Zdaj pa v bistvu to je pa še en tak, tale tukaj je didaktični pripomoček. Tak didaktični pripomoček, v bistvu tale, temu se reče EasyPort, prek tega EasyPorta v programu noter mi umetno ustvarimo krmilnik. In dejansko ta krmilnik v bistvu ne moramo ga uničiti, ker je umetno ustvarjen. In pol kasneje pač dijaki spoznavajo, kaj je point tega krmilnika, ko ga vidijo pred sabo fizično, tu ga pa sam simulirajo. Skratka, od samih osnov spajkanja, učenja spajkanja obračnega na tiskaline in tako naprej. Potem prikazali so razne, rekel temu, ročne igračke, se pravi preizkušanje, kako delujejo razni pneumatski bati in tako naprej. Skratka, deluje zelo hitro in kreativno. Delajo dijaki sami, dejansko, potem profesor ni niti enega dela tam črtlo ali pa zaprav, pa črtko zalepu. Odgojni načelnik se prikazuje, kak bo pol, ko bo fertik, pravzaprav ne bo čisto lep, ker naš je pisan. Pisan je pa zato, ker delajo dijaki. Se ve, da je to tukaj narejeno. Ni to kupljeno neki proizvodna linija, sorternik in se pravi zalogrovnik, roka premakniti na tekoči trak, sorternik, se pravi senzorji zagotovijo, kak material je in posebej sortira.
prvem letniku se oni učijo pol leta ročne obdelave, kot mi čisto bili v tistih delavnicah. Pol leta so pa oni tam na služencah. Oni v prvem letniku prezane še nič nimajo. Zato, ker je iz vidika varnosti tudi veliko lažje narediti na služnicah, kot na teh strojih. Vsi stroji so navarni, se moramo zavedati, tudi bicikl je navaren, če greš čelade padaš. Ampak, kar se tiče samega dela, zdaj še vidim. Kakšni so tvoji prvi vtisi v tej šoli? Ja, v redu, sem bil že lanske tukaj. A ja, na kjek smeri tako? Isto, na patroni, pa tudi v redu. Verjetno sem se to odločila. Se boš pol imaš namen pisati? Ja. Aha. Kakšna ti zdi mekatronika, se ti zdi perspektivna smer? Ja, v redu, kaj je veliko smeri, ne, pa veliko služb, sploh dobiš to. Dosti. Kakšni so tvoji prvi vtisi v tej šoli? Ja, pač, fine so. Všeč mi je ta šola. Kaj češ? Se imaš pol namen pisati na to šolo? Ja, tudi, ja. Pač, tehnika, mekatronik, tehnika pa malo, računalništva pa te. Zanimivo. Pa se ti zdi mekatronika perspektivna smer? Ja. Zelo ne? Ja. Kakšni so tvoji prvi vtisi v tej šoli? Zanimivo. Se imaš namen pisati? Ja. Res? Aha, lepo. Se ti zdi, da je mekatronika perspektivna smer? Ja, ko si poslušal in videl. Ja, pa tudi tako, iskam poklice. Zaposlitev, je, to je važno. Ok, kakšni so vaši vtisi v tej šoli? Zelo pozitivno. Super, imam tudi jaz imam službo podobno. Kaj pa ste po poklicu? Inženir strojništva. Res. In ste si na svojega opisu imate namen pisati, priporočate to šolo? Ja, jaz ne priporočam, da se odločitev pa čisto na dobro. Pol mislite, da se ima namen pisati za cilj? Jaz mislim, da se ima. Zanimljivo, mislim, da se lahko predstavljam in mislim, da se opisam. Jaz sem tudi mnen, da je mekatronika perspektivna smer. Mislite, da je, ko si poslušate poslitev, je. Glede na vašo stroko in mogoče bolj videl. Ja, jaz mislim, da je bilo poslitev. Je. Dobro, hvala.